moje strani. Jaz bom predstavil članek, katerega pobudnik za samo temo, katero v Zveza svetov Slovenije, spomljeno sva premišljevala, da bi predstavili nekaj drugo, mogoče malo bolj tehnično temo, pa sva dobila prošnjo, oziroma usmeritev v to, da predstavimo neko področje, ki je v resnici zelo problematično za vse, ki morda zaposlujejo osebe z invalidnostjo. To je nedostopnost informacijskih rešitev, ne samo v Sloveniji, ampak širše. Vsi vemo, da ko nekoga zaposlimo, ko nekdo začne delati na nekem našem delovnem mestu, mora sam uporabljati neke produkte informacijske. In če so ti produkti nedostopni, in skoraj vsi so, potem je samostojnost tega zaposlenega občutno omejena. Ampak tukaj se morda ne omejujemo samo na zaposlene, na delo zaposlenih, ampak tudi na vsakdanje življenje. Naročanje pri zdravniku, pogled v svojo zdravstveno kartico, nazvem, kaj vse je dostopno, kaj vse je nedostopno, kakšen je delež tega. Članek smo pripravila skupaj z Bogdanom. Bogdan ni poudaril, da je edini Slovenec s certifikatom Web Accessibility Specialist, ki ga podaja IAP. Upam, da nas bo v prihodnje še nekaj več, ampak on je zaenkrat edini tehnični strokovnjak, ki ima mednarodni certifikat, da to, kar dela in govori, je tudi pravilno. Prihajam iz zavoda, kjer smo kar trije, ki se izključno ukvarjamo z dostopnostjo. Ostali sodelavci so predvsem na področju testiranja uporabniških izkušenj, kar je Bogdan med vrsticami že povedal, da je zelo pomembno. Poudaril je, da so zelo pomembni standardi, tehnični standardi, ki zapovedujejo, kako naj bi dostopnost izgledala, ampak da to je šele prvi korak. Naslednji korak je pa uporabniška izkušnja, ki pove, koliko je na koncu res uporabna, enostavna aplikacija. Za primer, eden od tehničnih standardov pravi, da lahko spletno stran uporabljamo samo s tipkovnico. In če lahko jaz z miško do nekega polja v meniju pridem v 3 sekundah, s pritiski na tipkovnico pa pridem tja s 100 kliki, koliko je to uporabniško prijazno. Tehnično je dostopno, je pa popolnoma neprijazno in mi tako stvar ocenimo mimo vseh standardov kot nedostopno. Seveda govoril bom nekaj o pomenu dostopnosti produktov in storitev v IKT, o stanju dostopnosti v Sloveniji, kot ga mi poznamo, o posledicah dosedanjega neizpolnjevanja zahtev glede dostopnosti, ki so seveda dolgotrajne, o težavah oseb z invalidnostmi in organizacij, ki jih zaposlujejo, kaj je po našem prava pot za izhod iz te situacije, pa neka usmeritev za dolgoročno zagotavljanje kakovosti in kontinuiran razvoj. Veliko mojih predhodnikov je že poudarilo, da digitalni svet je danes tisto, kar nam je dano, v njem živimo, vse, kar delamo, se navezuje na digitalno. Če neka naša rešitev nedostopna, pomeni, da ima velik delež oseb z oviranostmi, z invalidnostmi, do te rešitve zaklenjena vrata. In to je diskriminacija. Pri oviranostih poznamo vidne, slušne, gibalne, kognitivne, govorne in pa raznolike sposobnosti. Ne bom šel čez detajle vseh, ampak pomemben podatek je to, da imamo v Sloveniji med 671 tisoč in pa 477 tisoč oseb z oviranostmi, kar predstavlja med 31,8 in 22,6% celotnega prebivalstva. Realno mi ocenjujemo, da je to nekje okoli 25, evropska ocena pravi, ocena Evropske komisije, da je v Evropi med 10 do 15 oseb z oviranostmi plus 20% starejših. Kako smo mi prišli do te številke, je prikazano tukaj. Podatki so vzeti iz analize, ki je pripravljena za projekt Knjižnica slepih in slabovidnih in pa iz strani nevladnih organizacij, ki združujejo osebe z invalidnostmi. Nižja številka, smo probali upoštevati dejstvo, da se naglušni, da se osebe z okvaro vida nahajajo tudi v populaciji starostne skupine, se pravi starostnikov, ki imajo neke kombinirane motnje, ki jih prinese starost. Dobesedno, če pogledamo nekdo starejši, kar čaka vseh nas, bo imel vse oviranosti, ki smo jih prej spoznali. Nas čaka oviranost vida, nas čaka oviranost sluha, nas čaka izguba spomina, nas čaka artritis, vse oviranosti, ki jih poznamo iz definicij oviranosti iz invalidnosti, slej ko prej čakajo vseh nas.
vse nas. V Sloveniji imamo 3 temeljne zakone z področja digitalne dostopnosti. Prvi zakon, ki je morda najpomembnejši, je zakon o javnem naročanju, ki v 3. odstavku 78. člena pravi, da morajo tehnične specifikacije upoštevati merila za univerzalno oblikovanje. Se pravi, da bi morali biti vse tehnične specifikacije od 1. aprila leta 2016, ko je ta zakon začel veljati, spisane na način, da so vsi produkti, vse zgradbe, vse storitve, ki jih naročijo zavezanci po javnem naročanju, izvedeni na dostopen način. In ta zakon se po našem mnenju ne upošteva na tej točki niti malo. Pred časom smo postavili vprašanje na Računsko sodišče, kaj je z upoštevanjem tega člena zakona, na odgovor še čakamo in ga bomo z veseljem sporočili, ko bomo to izvedeli. In izvirni greh, ki ga mi upoštevamo v tem današnjem prispevku, je neupoštevanje tega člena zakona. V samem zakonu, vsi zakoni, tudi drugi zakon, ki je bil sprejet, zakon o dostopnosti letišč, implementacija zaostaja. Težava je v tem, da je 95% letišč, recimo 5 let od sprejema veljavnosti zakona o dostopnosti letišč mobilnih aplikacij, še vedno nedostopnih. Bogdan je prej povedal, da je mednarodna raziskava WebBain pokazala, da je samo 3,7% spletnih strani v svetovnem merilu, top milijon spletnih strani, avtomatika zaznala brez napak. Ko smo mi letos spomladi enako avtomatiko, podobno avtomatiko, enakovredno zagnali na slovenskih spletnih straneh, smo prišli do tega, da je dostopnih samo 0,2 promila spletnih strani. 0,2 promila spletnih strani je bilo takih, ki niso pokazale nobene avtomatske napake. Se pravi, iz tega lahko sklepamo, da je stanje v Sloveniji v mednarodno primerljivem situaciji še nekaj slabše. Preverili smo 25.541 URL-jev, sprav spletnih strani, od tega je bilo samo 53 takih, da niso javili nobene napake. Pa še to ne pomeni, da so v resnici dostopne. Zato, ker avtomatika zna preveriti samo 30% vseh kriterijev, vse ostalo je delo strokovnjakov, ljudi, ki tem počnemo. Pri aplikacijah in produktih je pa stanje še veliko slabše. In to je tisto, kar je zaskrbljujoče. Dejstvo je, da ob iskanju dostopnih programskih rešitev za Zvezo društev slepih in slabovidnih smo bili vedno neuspešni. Niti enkrat, kadarkoli smo v zadnjih letih iskali kakšno programsko rešitev za njih, nismo našli produkta, za katerega bi lahko oni kupili, pa bi rekli, ta produkt lahko brez večjih težav uporabljajo naši zaposleni. In v svojih vrstah imajo zaposlene tako slepe kot slabovidne. Posledica tega je, da se povečuje digitalni razkorak med družbenimi skupinami. To je tudi v enem predhodnem predavanju bilo že poudarjeno. Če mi realno gledamo, da se celotno poslovanje premika na splet, naše poslovanje z državo, z zdravstvom, z delodajalci, z iskanjem službe, iskanjem dejavnosti za prosti čas, če gledamo, da se celotna poslovanja podjetij digitalizirajo, se pravi, če bom jaz nekje dobil zaposlitev, bom moral delati z neko informacijsko rešitvijo, in če se te informacijske rešitve še vedno v 95 ali več odstotkih primerih, ko se nadgrajujejo, ko se programirajo, delajo še vedno nedostopne, namesto da bi se delale od 7 let nazaj, ko je začel ZJN to zahtevati, delajo dostopne, pomeni, da se ta razkorak povečuje. To ne pomeni, da smo vsako leto na boljšem. To pomeni, da smo kljub vsej uvedbi zakonodaje, kljub vsem trudom, vsako leto še vedno na slabšem. In teh 7 let izpada izkušenj, ki bi jih lahko podjetja, ki nudijo storitve javne upravi, imela, če bi se določba zakona o javnih naročilih dosledno upoštevala, kontrolirala, teh 7 let izkušenj, ki bi jih IT podjetja v Sloveniji dobila, ne bodo nikoli pridobljene nazaj. In teh 7 let izkušenj ne more pridobiti v letu 2. Da nekdo pridobi certifikat vas, organizacija, ki podeljuje certifikat od te osebe, zahteva, da ima vsaj 5 let predhodnih izkušenj. 3 do 5 let, večinoma 5. In toliko bodo porabila tudi naša podjetja, da bojo znala valiti ven kolikor toliko dostopne rešitve. In če bi jutri
vsi direktorji, vsi tehnologi kar naenkrat dobili zavedanje in rekli, od danes naprej bomo pa mi delali dostopno, pomeni, da bi okoli leta 2027-2030 v Sloveniji kvalitetne dostopne rešitve začeli hoditi. In to je srž problema, ki ga mi prepoznavamo. In to so posledice dosedanjega neizpolnjevanja zahtev. Kako doseči izhod iz te situacije? Ključni problem je po našem mnenju, kar je že Bogdan poudaril, pomanjkanje informiranosti, se pravi ozaveščenosti, zavedanja o pomenu dostopnosti, ne le za osebe z invalidnostmi, ampak za vse nas nekoč. Jaz, ko sem v knjižnici, jaz ne morem takrat se na glas pogovarjati. Jaz, ko sem v knjižnici, ne morem poslušati videa, ko sem v glasnem okolju, tudi ne bom slišal. Je to zame situacijska oviranost, ki je zelo podobna ali oviranosti na področju sluha ali govora. Jaz, ko si zlomim roko, recimo to, s katero uporabljam miško, pa jo probam uporabljati z drugo roko ali jo pa sploh ne, sem v zelo podobni situaciji kot nekdo, ki je gibalno oviran in ki miške sploh ne more uporabljati. Probajte uporabljati svojo spletno stran od tam, kjer prihajate, samo z uporabo tipkovnice. Velika večina vas bo ugotovila, da to ni možno. In ko boste to ugotovili, boste prišli tudi do zaključka, da je vaša spletna stran nedostopna, ker to je ena od osnovnih zahtev. Ko jo uporabljate s tipkovnico, probajte uporabljati na način, da pogledate, zdaj, ko jaz ti pritiskam tab, a vsakič vidim, kje se fokus nahaja. In če ga kje ne vidite, zopet kljukica, zopet nedostopno, zato ker ta fokus mora biti vedno viden. Ker od oseb, ki uporabljajo le tipkovnice, ne moramo pričakovati, da bi pa one zdaj logično sklepale, prej je bil fokus tam in če sem jaz zdaj nekaj pritisnil, se mora nekje tukaj nahajati in ga potem z očmi iskati po ekranu. Če ta oseba zraven še slabovidna, kako bo najdla ta fokus? Ne bo ga. In to so najosnovnejše zahteve, ki jih lahko stestira vsak, ampak ni zavedanja, da bi to sploh prepoznali. In zato pravimo, da je tisto zavedanje prva stvar. Spremljati in pa preverjati je treba celotno zakonodajo. Zahtevati je treba, da tisto, kar je sprejeto, da to se izvaja. Ker če lahko nekdo od mene zahteva, da ko se spremeni omejitev hitrosti na avtocesti, namesto 30 vozim 110, pa bom lahko en dan po tem sprejemu dobil kazen, zakaj potem nihče ne preverja takih določb zakona, ki vplivajo na 30% oseb v Sloveniji. In to zaveščanje ne sme biti omejeno samo na zaposlene v javnem sektorju. Težava je v tem, da teh znanj, teh specifičnih znanj nimajo niti izvajalci, programerske firme, razvijalci spletnih strani. In to je v tem trenutku še celo večji problem. Ker če jutri dosežemo zaveščenost vseh vodilnih v javnem sektorju, zagotovimo ogromno denarja, da vsi dajo ven naročila, da bo naredili dostopne spletne strani, nimamo v Sloveniji izvajalcev, ki bi to naredili. Najdete par podjetij, ki jih lahko morda naštejemo na prste ene roke, ki bo to naredili kolikor toliko dobro, vsi ostali nimajo pojma, kaj s tem narediti. To je realna ocena, ker s komorkoli se srečujemo v javnem sektorju, pa reče, sej sem plačal, da bo spletna stran dostopna, je na koncu dobil nedostopen rezultat. In treba je dati vložek, energijo v usposabljanje, v ozaveščanje na vseh nivojih. Spodbujati je treba dostopne rešitve. Tudi tiste, za katere zakon to eksplicitno ne določa. Kako lahko to storimo? Vsak javni razpis, na katerega se javi katerokoli podjetje, za katerokoli spodbudo ali pa tudi nevladna organizacija, bi moral zahtevati, da so vse rešitve, ki pridejo ven skozi javno financiranje, narejene dostopno. Zakaj to ni narejeno? Nam ni jasno. En odstavek v razpisu, en odstavek v pogodbi. Pa bi bilo stanje kmalu veliko boljše. Mi podpiramo finančno spodbudo invalidskim organizacijam, podpornim organizacijam in pa delodajalcem, ki zaposlujejo invalide. Zakaj invalidskim? Same si zelo težko privoščijo velike investicije v svoje sisteme, da naredijo dostopne. Tisto, kar imajo za svoje delovanje. Že spletnih strani večina invalidskih organizacij nima ustrezno dostopnih. Tudi Zveza slepih ne v tem trenutku, jo letos prenavljajo. Zakaj? Zato, ker to za njih predstavlja nek velik finančni vložek. In potem kdorkoli se tega loteva v Sloveniji in reče, katero stran je pa pogledam, da bom videl, da je dostopna, lahko v tem trenutku morda rečemo, evo teh 10 poglej. Koliko je pa spletnih strani v Sloveniji? Inšpektorat, mislim, da je v letošnjem letu naštel okoli 3000 zavezancev, vsak od teh zavezancov ima verjetno vsaj eno spletno stran, deleži so nam potem jasni. Omogočati
in pa spodbujati in pa usposabljati je potrebno deležnike vključenih v produkcijo produktov in pa spletnih strani. Od čisto na levi tistih, ki načrtujejo funkcionalnosti, ker je treba tudi neke funkcionalnosti specifične načrtovati, recimo znotraj aplikacij spletnih strani, kako ne delujejo, do tistih, ki načrtujejo uporabniško izkušnjo, oblikovanje, programiranje, testiranje. Od leve proti desni na premici razvoja. Kdaj se danes začne premišljevati o dostopnosti? Tisti, ki delajo zelo dobro, začnejo morda pri programerju. Večina jih začne šele takrat, ko dobijo produkt in pogledajo, ali je ta produkt dostopen ali ne. In potem je cel razvojni cikel, ko želimo priti do dostopnega produkta, izredno drag, ker je treba vse prejšnje korake od leve proti desni ponoviti in popravljati za sabo nekaj, kar je že narejeno. Se pravi, vključiti moramo projektne vodje, ki komunicirajo z naročniki, ki morajo tudi obvestiti naročnike, sistemske analitike, ki pišejo funkcionalnosti, snovalce uporabniške izkušnje, oblikovalce, razvijalce, testerje in pa na koncu še, kar je pomembno, skrbnike vsebin, vsaj takrat, ko govorimo o nekih objavah, o spletnih straneh in podobno. Kaj nam pomaga, da damo mi X denarja za neko super dostopen portal, super dostopno spletno vsebino, ta drugi dan, ko pa imamo to implementirano, imamo pa urednika, ki ne ve, kako nekaj objaviti dostopno in objavi že nedostopno vsebino in potem je vse skupaj nedostopno. To je žal realno stanje. Potreben je razvoj kulture v organizacijah. Potreben je razvoj kulture, da se zavedajo, da ima vsaka organizacija odgovornost in pa skrbništvo na področju dostopnosti. In tukaj se ne omejujem samo na digitalno dostopnost. Koliko organizacij v Sloveniji zna, recimo banke, velike trgovine in podobno, ustrezno ravnati z nekom, ki je invalid, ko pride v njihove prostore, če recimo niso 100% dostopno pripravljeni. Kako mu bodo pomagali? A bodo znali komunicirati z njim? Kako se bodo obnašali do njega? To je nekaj, o čemer se sploh ne premišljuje, pa je potrebno. V digitalnem svetu je pač tega osebnega kontakta ni, je pa to, da je vse ostalo urejeno, mora biti pa za to rešeno. In kako doseči izhod iz te situacije? Ključno vprašanje, ali obstaja zadostno zavedanje in pa politična volja, da to naredimo. Potrebna je vsekakor širša promocijska komunikacijska aktivnost, ki bo dvignila nivo informiranosti in pa zavedanja. Potrebno je kontinuirano, se pravi ne enkratno, usposabljanje strokovnega in pa odgovornega kadra. Predmeti digitalne dostopnosti morajo biti uvedene v procese izobraževanja, vsaj v šolske študijske programe na področju javne uprave, oblikovanja in pa informacijskih tehnologij, verjetno še kam drugam, kakšne sociološke in podobno. Potrebno je vključevati strokovnjake v procese, ki sem jih prej naštel, in ponovno, v Sloveniji je premalo teh strokovnjakov. Mi vedno pravimo, jaz sem zelo vesel, ko bomo imeli mi ogromno konkurence. Ker takrat pomeni, da bo v Sloveniji veliko strokovnjakov z tega področja. Sedaj zopet jih naštejemo na prste ene roke. Pomembno je vključevanje oseb z invalidnostmi, predvsem na področju testiranja uporabniške izkušnje. V Sloveniji se zdaj pogosto dogajajo napake, da se osebe z invalidnostmi vključujejo na mesto strokovnjakov. In se mi reče, zdaj nam pa ti povej, kaj naj naredim, da bo stvar dostopna. In če vi vključite 5 slabovidnih, 5 slepih, 5 takih, 5 drugačnih, boste dobili 25 različnih odgovorov. Če preberete standarde, boste dobili enoličen odgovor, kaj je treba narediti, in potem testirate z osebami z invalidnostmi, z oviranostmi, samo še tisto končno uporabniško izkušnjo. In potrebno je znotraj organizacij jasno postaviti, čigava je odgovornost za dostopnost. V tujini je že nekaj normalnega, da imajo pozicije direktor dostopnosti, koordinator dostopnosti. Na Centru za poklicno izobraževanje se zaključuje v tem trenutku priprava profila menedžer digitalne dostopnosti, ki bo tak profil prvič uvedel tudi v Sloveniji, ampak za katerega smo v procesu priprave večina kandidatov tam ugotovila, da bo še dolgo trajalo, preden bo nekdo lahko tak certifikat, tako kljukico dobil, ker zahteve po kompetencah, po strokovnem znanju za tak profil so kar precej visoke. In kar mi vedno pravimo, dostopnost je nek proces, je zavedanje, je znanje, ki ga imamo mi vsi, ki se s tem ukvarjamo. Ne smemo si predstavljati dostopnost neka funkcionalnost ali potičnik, ki ga kupimo, damo na spletno stran in si rečemo, evo, smo naredili svoje.
Potrebno je kontinuirano usposabljanje, zavedanje, zakaj je to potrebno, in pa skrb za to, da se zadeva vzdržuje. Tilen in pa Bogdan sva tista, ki sva ta članek pripravila. Predvsem pomembno se nama zdi usmeritve, kam bi morali iti, da probamo vlak ujeti, čeprav je že malo zamujen. Sem pa seveda odprt za vprašanja, odgovore. Ja, hvala lepa za vašo predstavitev, zelo izčrpna je bila, pa prosim za vprašanje. Hvala za čudovito predstavitev, zelo utemeljeno in argumentirano ste predstavili problematiko. Ali imate kakšne izkušnje ali pa kakšne informacije o tem, kako se tega lotevajo na univerzah v Sloveniji? Ali že obstajajo kakšni programi, študijski programi, ali je njihovo stališče pozitivno in kakšne so usmeritve v tej smeri, če imate kakšne informacije? Žal moram odgovoriti, da teh informacij nimam. Verjetno bi bilo zelo dobro, da bi se našel nekdo na ministrstvu nad univerzami, ki bi take stvari od vzgore navzdol probo sprožati, sistematično urediti, skozi tako, kot sem jaz imenoval koordinatorja dostopnosti, direktorja dostopnosti, ki bi ga skoraj vsaka univerza v Sloveniji morala imeti, ki bi skrbel tako za dostopnost znotraj njihovih spletišč, aplikacij, ki jih imajo za študente in ki jih razvijajo interno, kot tudi študijskih gradiv, ki se vedno znova zdaj pripravljajo v digitalni obliki. Ampak koliko od tega, kar se zdaj pripravlja v digitalni obliki, je res dostopno, je pa glavno vprašanje. Jaz mislim, da je tega manjšina. In tukaj zopet nastaja neka vrzel, ki je nepotrebna. Ravno kar ste omenili, tudi študijska gradiva, ne? Če upoštevate, kakšen učni proces na univerzah, ali ne bi to predstavljalo za univerze nesorazmerno breme? Jaz sem prepričan, da ne. Zakaj ne? Zato, ker če univerza v svoj proces usposabljanja dobi osebo z invalidnostmi, mora gradivo za to osebo tako in tako prilagoditi. In takrat plača nekega izvajalca, da to gradivo prilagodi. In to delajo vedno znova, glede na to, kakšni so vpisi. In dolgoročno gledano bi bili stroški sigurno nižji. Se pravi, če bi mi profesorje, asistente, ki gradiva pripravljajo, ustrezno usposobili, da bi bila gradiva vnaprej dostopno pripravljena, potem teh naknadnih stroškov ne bi bilo. Če gledamo za osnovne šole, za srednje šole, jaz to področje zelo dobro poznam, ker sodelujemo z Zvezo slepih, sem glavni informatik za njih, skrbimo za dostopnost pri njih, ampak vodil sem pa tudi projekt knjižnice slepih slabovidnih pri njih. In ena od aktivnosti, ki jo knjižnica dela celo poletje in zgodnjo jesen, je prilagajanje gradiv za srednje, osnovne šole pa za fakultete. Nekaj, kar morajo za vsakega, ki gre v šolo, plačati vsakič znova, da se nekaj prilagodi. Saj ne plačajo vsakič znova, če je isto gradivo, ampak če poznate malo funkcioniranje osnovnih šol, ker lahko vsak učitelj določi, kateri učbenik se bo uporabljal, imajo 5 prilagojenih učbenikov za nemščino, recimo. Hvala lepa. Hvala. Tako,